V zimskem času ponavadi svoje telo obremenimo s težko in mastno hrano. Ker se nahajamo ravno v postnem času, bomo v nadaljevanju nekaj besed namenili tako imenovanemu razstrupljanju organizma. Kako to storiti, pa v nadaljevanju s Polono Đerek. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj bi rekli, kako danes živimo? Danes živimo v takem času in okolju, da nas povsod obkrožajo strupi. Ti prihajajo v naše telo z dihanjem, skozi kožo, največ pa seveda tudi z nepravilno prehrano. Sčasoma potem telo postane zastrupljeno, počutimo se utrujeno, slabo in čas je, da razstrupimo organizem. No, sedaj si povedala že nekaj simptomov, ki nakazujejo na to, da je potrebno telo razstrupiti. Morda nekaj več o tem? Kakšni so simptomi? Ja, če pri sebi opazimo katerega od teh simptomov, pogosta utrujenost, pogosti glavoboli, neurejena prebava, bolečine v sklepih, v mišicah, lahko sumimo, da gre za zastrupljenost telesa in čas je, da pri sebi nekaj spremenimo. In kako se lotimo razstrupljanja? Pomembno je seveda, da spremenimo način življenja. To pomeni, da v življenje vnesemo gibanje, pravilno prehrano, pijemo več vode, se izogibamo mastni, težki hrani, skratka, več časa posvečamo zdravemu načinu življenja. Obstajajo pa tudi določeni pripomočki, sestavine, s katerimi si lahko pomagamo, da telo čim prej očistimo. Tako. Pomagamo si lahko z različnimi zelišči, s prehranskimi dopolnili, vendar je osnova, kot sem že povedala, zdrav način življenja. Naprimer, pomagamo si lahko z razstrupljevalnimi čaji, take so regratove korenine, čaj koprive, da razstrupimo, razmastimo naša jetra, pa pegasti badelj. Kako je pa s sadjem in zelenjavo? Koliko tega lahko uživamo? Seveda, poleg pitja vode priporočam tudi uživanje sadnih in pa predvsem zelenjavnih sokov. Vedeti moramo, da sadje vsebuje veliko sladkorja, zato ga raje uživamo v dopoldanskem času. Lahko si pripravljamo tudi razne smutije, se pravi, če so sadni v dopoldanskem času, popoldne raje posezimo po zelenjavi, dodamo lahko tudi kakšna semena, oreščke in podobno. Koliko časa pa naj bi to izvajali? To razstrupljanje lahko izvajamo v obliki krajše diete, lahko pa tudi dalj časa, pač dokler pri sebi ne opazimo občutnega izboljšanja, tako na počutju, kot da imamo več energije. Torej, sedaj je ravno čas, da se pripravimo dobro na pomlad. Imamo še toliko časa. Tako, časa je še dovolj, tako da vzemimo svoje življenje v svoje roke, pa se razstrupimo. Ampak seveda, vsi ti nasveti niso primerni za vsakogar. Kdo mora biti še posebej previden? Seveda, ta način razstrupljanja ni primeren nikakor za otroke, za najstnike, ker so v fazi razvoja, potem ni primeren za nosečnice, za starejše ljudi s kroničnimi boleznimi. Bi pa svetovala, da se recimo ljudje z boleznimi živčevja, mišičja, srčnimi boleznimi pred intenzivnejšim razstrupljanjem posvetujejo svojim osebnim zdravnikom. Seveda pa je pomembno ob tem dodati, da je lepo, da za svoje zdravje skrbimo skozi celo leto. Vsekakor. Polona, hvala za enkrat in srečno. Hvala, srečno.